Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v našem novem studiu. Mi smo se namreč preselili in smo preselili tudi studio. Danes je z mano Ajša Nuzuha Hrovatin. Pred kratkim sem jo spoznala na enem skupnem izletu in name je naredila res močan vtis. Ajša, se lahko predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Hvala lepa, Maja. Sem Ajša, prihajam iz Maldivov in živim tukaj v Sloveniji zdaj 5 let. Slovencem? Ja, tako Slovencem in res učim slovenske zdaj. Še težko govorim, ampak bom potrudila. Imam 2 sin, ena je tudi iz Maldivov, zdaj tukaj živi, pa en mlajši Slovenec. Trenutno jaz imam turistično agencijo in ponujam potovanje za Maldive, za Slovence, pa tudi na balkanske regije. Ja. K temu se bova midve še vrnili, ampak preden se lotiva tega, s čim se zdaj trenutno ukvarjaš in kako so Maldivi v bistvu stali s tabo, tudi v Sloveniji, se bi rada vrnila na tvojo fenomenalno zgodbo, kako se je to vse skupaj odvilo in kako si ti sploh pristala v Sloveniji. Kje bi začeli? Slovenija je tako kot besedilo love, tako sem dobila moj mož takrat na Maldivi, ko on je šel za eno potovanje. In jaz itak iz glavne mesta Male in ne grem drugi otoke, ampak kako se reče destiniranje. Ta isti čas, ko on je... V trenutku kot tvoj mož, ki je prišel tja na izlet, si bila v glavnem mestu Maldivov, v Maleju? Ja, in jaz takrat, ko on je šel na Maldive, je šel na lokalni otok Mafuši. To je znana turistična lokalni otok. In isti dan jaz sem tudi šla, nisem hotela, ampak moji prijateljici tako forsirajo, pojdi z nama, in se tudi ti znajdeš na tem lokalnem otoku. Ja, tako. In tam mi smo srečali, mi smo čakali za restavracijo in tam on je videl meni in je rekel, ja, gremo na kavo in tako, ne. Nisem hotela prvi, ker ne znam, ampak on je tako, kako se reče, vztrajen je bil. Warm-hearted, ja. Aha, topel, ljubeč. Ja, tako da jaz sem mislila, da dam eno priložnost. Yes, tako. In je bil ful lep, potem pa I spent the day with him there. English would be so much easier for you, wouldn't be? Torej, cel dan sta preživela skupaj, en dan sta preživela skupaj, si ga bolj podrobno spoznala. Ja, potem jaz sem šla nazaj na Malev, ker jaz moram itak delati, ne. In spet mi smo napisali na telefonu, pa on je povabil za novoletni dan tudi jaz prihajam tam na Mafušiju in sem spala tudi en noč tam skupaj in on je šel, ne. Tako da je bil malo kot prijatelj, niti enega, ampak on je povabil nas, pomeni ni samo jaz pa moji prijateljci, pride tukaj v Slovenijo, ne, za poleti. In torej, vmes je minilo pol leta, sta se vidva spoznala na Maldivih, tako. Ohranila sta stike. Ja. In vas je punce povabil v Slovenijo, na obisk. Na obisk in to... English? Yes. I can say again destiny because the girls, my girls, they ditched me in the last minute that they cannot go. Torej, tudi itak je taka razlog, da
mi smo samo skupaj, jaz pa moj mož, ne. Torej, tako se je na koncu izkazalo, da si ti sama prišla Ja. poleti na potovanje v Slovenijo, Ja. kar ti je omogočilo, da si z njim preživela kvaliteten čas, samo z njim, Ja. brez kogarkoli zraven. Nobeden in tako zaljubila, ja, takrat. In sem mislila, okej, ko sem prišla nazaj na Maldive, itak sem ful zaljubila za moj mož, Marko. Ampak istem času jaz tako vse naredila za iti na Avstralijo, ne. Ti si takrat že imela vizo za Avstralijo, Ja. da bi odšla iz Maldivov in šla delati v Avstralijo. Ja, tako. In ti si bila v bistvu na odhajanju že. Ja, tako. In Vse potem? pripravljeno. Vse pripravljeno. Sem bila ful heartbroken in sem vprašala mojo mamo, kaj jaz naredim enkrat tam v in the east. It's already, vse je pripravljen, guaranteed, in drugi strani na west, na Sloveniji, jaz imam samo moja srca, niti nobeden jaz poznam, tudi moj mož Marko, jaz ne poznam samo, ampak ne vem, kaj naredim. In takrat moja mama dala meni moč, da je rekla, pejdi tam, kjer je tvoje srce. Itak, če greš against your heart, you will never be happy. In ona tudi rekla, pejdi ti, jaz bom poskrbela za svoj sin takrat. Za tvojega sina. Ja. V tem delu, torej, ko sta se vidva z Markom spoznala, si ti imela sina, Ja. si bila še poročena, ne Ja, več, sem bila poročena, ampak v razhajanju ja. s tem Ja. svojim možem. Koliko je bil takrat star tvoj sin? Takrat je bil 10 let. Torej, zdaj on je 17 let star. Tako da. In v tistem trenutku se je, ko si ti nameravala iti v Avstralijo, bi šla sama ali bi šla skupaj s svojim Skupaj. 10-letnim sinom? Ja, ker vse je narejeno, jaz sem dobila viza, jaz sem tudi pogledala za šolo za moj sin, tako da vse tam je narejeno. Sem začela iskati v Avstraliji od 2017, tako da vse je pripravljeno za ta leta 2019, ko sem prišla tukaj in zaljubljena. Ne. In namesto, da bi odšla v Avstralijo, si potem se odločila, da prideš v Slovenijo. Ja. Kakšen je bil to postopek, kako je to izgledalo? Si prišla sem v službo, si prišla na zagotovljene enako dobre pogoje kot v Avstraliji? Ne, sem probala, prvi sem prišla tukaj še en obisk v avgustu 2019 in sem probala zadati katerikoli službi, ker je job opportunities in itak ni bil okej, moram iti nazaj spet, ker sem takrat prišla z vizum za visitor. Z obiskovalci, ja. In viza iztekla, službe pa nisi našla. Ne, nisem. In potem sem mislila, kako naredim, da pridem tukaj in iskala eno možnost, da jaz lahko tudi študiram. To bom dobila takoj vizo, da študirati in itak sem takrat sem že imam, kako se reče? Aleš? Ja, že imela diploma na Maleziji, ko sem študirala, pa tudi na Avstraliji zadnji semester. Da poiskala tukaj tudi eno diploma, katerim jaz lahko grem naprej in dobim vizo. In sem dobila tam FUDŠ šola. FUDŠ? Ja. Socialni menedžment, diploma. Tako. In sem dobila vizo. Študentsko vizo in si lahko prišla v Slovenijo. Ja, tako sem prišla v oktobra 2019 in začela študirati, pa
iskala eno službo, sem dobila tudi malo za delati pri Preko študenta. To je Ja. tudi olajšalo pol iskanje Ja, službe. ja, tako. Eno marketing agencije. In takrat, ko sem dobila, je novembra 2019, in tako, ko sem prišla tukaj v Sloveniji, vse od mojega moža, prijatelj ali pa Sodelavci, znanci. Ja, znanci, vpraša, kako, zakaj prišla tukaj iz Maldivov, tako, ne. In tudi veliko povpraševanje za kako gre na Maldive, kateri otoki in vse, ne. Maldivi so ena zelo eksotična destinacija, Ja, ki pri nas v Slovencih verjetno sproža en tak občutek neke sanjske destinacije, Vse. nekega ugodja, nekega luksuza, popolnega relaksa. Tako da prav gotovo je to nekaj, kar vsak zastriže z ušesi, wow, Maldivi, ne? razumem, ja, ja, tako je prav. In meni ful všeč, ker dejansko vpraša, ne, in jaz sem takoj razmišljala, zakaj je tako znanka, zakaj je tako med ljudmi iz srca vpraša, kako gre, kako in kaj je tam na Maldivi, vse, ne. Itak I continue to work in this marketing agency. No, tega v bistvu nisva povedali, jaz to vem. Ti, ko si bila na Maldivih, si v bistvu delala za vlado v marketingu, v Ja, promociji destinacije. Sem delala v glavnega media center, public service media, in tam sem bila na international relations department, sem vodila tam. In takrat, ko sem srečala moža, ne. In sem pustila vse. Ampak ko jaz sem delala tam, ljudje znajo, jaz pa tudi government people. Torej, imela si poznanstva, imela si stike znotraj vlade v Maldivih, tudi Ja. znotraj branže. Poznala si, vedela si, kam se obrniti, ne? Ja. Ampak a bi rekla, da je to bila dobra, kvalitetna služba na Maldivih? What does it mean? Was it a good job back in Maldives? Was it a good job? Ja, sem bila ful zadovoljna, ker denar tudi dobim ful dobro. Pa je lahko how do you say, with the family quality time, ker je vlada, jaz imam tudi dva dni vikend, drugače, če je privat, dobiš samo en dan. In jaz itak takrat sama mama z moj sin. Mama samohranilka. Ti je veliko pomenilo, da je bilo tudi nekaj prostega časa. Ja. Okej, preden si prišla v Slovenijo, zares, za stalno, for good, kako si to predstavlja svojim prijateljem, kako si to predstavlja svoji družini, takrat z 10-letnemu sinu? Kaj pa meni predstavlja? Predstavila. How did you introduce this to your family, to your friends? Moji prijateljici pa družina že zna, da jaz itak grem, odhajam iz Maldivov. Ampak sem začela iskati nekje 2017, ker itak nisem mislila živeti na Maldive. In tako da vse vejo, da jaz bom šla, ampak nobeden je verjel, da jaz lahko grem tako daleč, jaz lahko dobim taka moč, ker itak je na Maldivi imamo taka kultura, da je za posebej ženske, da ne grejo nikamor sama, ne. In če gre, tudi je taka tabu, ne vem, ne. Kako ti greš, kako ti lahko dobiš tega, ti mora biti v doma nekje, ne. Ni negativno, ampak. Ajša, zakaj si pa želela zapustiti Maldive? Jaz sem želela, zato ker
itak jaz živim na glavnem mestu in za tertiary education, how do you say? Kako se reče? Za Sorry, what? higher education. Višja Vi- stopnja višja. izobrazbe. Ja, višje stopne Izobrazbe. Izobrazbe. Perfect. It's fine. Višja stopnja izobrazbe, ja, za moj sin jaz bi ful rada da dam, ne, in ko sem študirala na Maldivi, je taka, ko se reče, ni veliko opportunity in ful sem hodila, da dam vse, kar nisem dobila za mojega sina, ne. In zato sem hodila iti ven in ja, to je edini. Če jaz rečem malo resno študij, hodila iti, ker how do you say that? I was heartbroken. You were heartbroken. In with Imela si zlomljeno srce because of Marko or because of your husband? my ex. Your ex-husband. Ja, Marko is now your husband, sorry. Torej, morda še ta zgodba, ja. Za žensko v Maldivih, kjer je običajno, da je doma, da ne gre nikamor, ste muslimanska družba. Kako izgleda, da zapustiš zvezo, v kateri si nesrečna, da greš ven, da iščeš druge priložnosti? Kako si zbrala to moč? Kaj si naredila? From the start, itak jaz sem bila ful individualna. Ko sem študirala, tudi sem študirala sama. Jaz prihajam niti tako, how do you say, rich family. Moj očeta delala v security, mama itak doma, jaz imam 4 brat. You were rich or you were not rich? No. Not rich. No, I don't come from a very rich family, not even very. So, Iz revnejše družine. ja. In imela taka cilja, da jaz bom eno business successful person. In tako je. In jaz bi rada, da moja mama pa moja tata taka proudness. Da sta ponosna nate. Ja. In tako, ko sem začela, sem študirala sama, sem bila in the top of the classes, ko sem študirala za osnovne šole pa srednje šole, tako. Ja, zato sem dobila taka independent moč, a ne. Ampak kljub temu si se relativno zgodaj poročila. Koliko si bila stara, ko si se poročila s svojim prvim možem? Očeta od mojega starega sina je prvi fant, ko sem dobila prvič in sem bila takrat 13 let. In itak on ni bil tako dobra človeka. Bil dober človek. Človek, ja. In jaz sem bila tako majhna, da ne znam, ne. In moja mama pa očeta Sta te svarila, da ni dovolj dobro zate? Ja, in tako je probali za ločiti, a ne. In veš, kako je kot teenager. Starši poskušajo ločiti. Ja, in tako gre magnet, ne. Zato sem poročila takoj, ko sem bila 18 leta, da ne bojo starši tako ločili, ne bojo več. Itak zdaj jaz vem, ko jaz gledam nazaj, ni bila ta prava choice, ampak v vsakem choice imam tako, tudi če jaz pogledam pozitivno, če jaz nisem naredila taka choice. Če tega ne bi takrat naredila, te odločitve? Ja, da ne bom tukaj, Ne bi bila danes tukaj. Ja. V naši kulturi, v Sloveniji, je relativno težko razumeti, pri nas je sprejemljivo, da imaš kot dekle fanta, da greš tem fantom narazen, da imaš drugega fanta, da jih imaš konec koncev, da jih
da sprobaš nekaj okoliščin, Ja. preden se v zrelejšem obdobju dokončno odločiš in poročiš. Pri vas na Maldivih verjetno to ni bilo sprejemljivo? Zdaj je malo Še bolj. odprto. Takrat tudi je bolj odprto kot V kakšnih 15 ali 20 let nazaj, ne. Meni je bila taka, ker od začetka moja mama pa očeta vedeli, da on je ni prav fant, on je ni, ja, Da ne ni bom povedala, ja. ustrezen fant zate. Ja, in jaz takoj magnet, ne. Če dajo tako ven, mi gremo tako skupaj. Ja. Če ne, mogoče bom probala prve fante tudi v mojem življenju. Tudi moja sestra je imela toliko fantov, ne vem, ne znam koliko šteti. Torej to je bil res splet okoliščin. Ti si se Ja. poročila zato, da si imela mir pred starši. Si Ja. te pustili pri miru. Kaj se je pa potem dogajalo? Potem si zanosila, si rodila svojega sina. Ja. Potem? Sem rodila, ko sem bila 20 let in takrat je že sem vedela, da on ni prav fant. On itak, kako se reče, kriminal. Ukvarjal se s kriminalom. Budete tudi odvisnik od mamil, a ne? Sem Ja. zaupala. In jaz sem probala zadržati, jaz sem probala zapovedati, bodi priden, ni pusti tisti stvar. In Pa ni šlo. Ni šlo. In sem probala za 6 let od mojega prvi life. In moram odločiti, da jaz ne morem več. In sem rekla, da ne morem in jaz bom šla, jaz bom poskrbela moj sina, ti ne rabiš, ker tako ne dela, ne dobi denar za doma, jaz itak. Jaz sem taka vselala vse, ne. Tako da sem rekla, okej, ne bom več in takoj, ko sem odločila. Takrat je bila moja leta 24 let in prej sem odločila za poročiti in sem sacrifice tertiary education za diploma, ne. In sem hodila študirati, še nadaljevati in rekla moja mama, jaz bi rada nadaljevala za moj S tvojim študijem. študij. Pri 24 letih si se dokončno odločila, da greš stran od moža in da želiš nadaljevati s študijem. Ja, in tudi mama takrat je rekla, ona bo poskrbela za sina. Takrat moj sin je star 4 leta zdaj. In sem šla na Malezijo za 3 V leta. Malezijo študirati. Ja, študirati. To je bil potem tvoja fakulteta Ja, in potem še en semester še v Avstraliji. v Avstraliji. In tam jaz sem dobila tudi za živeti nazaj, ne. That's where your English is coming from. It's Very nice Ne. English, right? Ne? Na Maldivi mi imamo za second language. Language. Ja, zato ker 90% mi imamo vse import, ne. In Uvoženo. In Ja. vsi govorite angleško. vsi skoraj govorijo angleško in mi tudi študira začetku kindergarten z angleščini pa našem jeziku divehi. Divehi. Veš, kako se reče maldivskem jeziku Maldivi? Torej v Divehiju, kako se reče Maldivom, kako? The original name of Maldives. Je ni Maldivi ali Maldives, it's Divehi Rađe. Divehi Rađe. Kot madžarsko za versus Hungary in pa hrvaška za Croatia, ne. Aha. Divehi Rađe je Maldivi in mi Divehi, to pomeni Maldivi, Maldivians Ja, Maldivci. in Maldivci, pa jezik je Divehi. Divehi. Okay. Tako da. Ko si zbrala, ko si prišla v Slovenijo, je to izgledalo kako? Si se preselila sem, kot študentka in potem iskala priložnosti. Ja. Koliko časa je trajalo, da je tvoj starejši sin prišel za tabo? Ko sem prišla tukaj, mi smo zmenjali, da prvi jaz dobim nekaj za delati, da dobim denar, vse, ne, malo settle down in potem bom prinesla.
In Zdaj bo prišel sin za tabo. ja. In sem dobila od novembra ta zadelat v tem marketing agenciji. Itak sem kupila karte za prineseti mojega sina. Za pripeljati sina? Ja. Je prišla, ga je tvoja mama pripeljala? Ne. Sam je prišel? In od februarja je COVID, ne. Seveda. In tako je zaprto vse moje karte, tudi ni več. In sem probala, je bil ful Težko obdobje. težko obdobje za prineseti tukaj na Sloveniji, ker itak Slovenija, Evropa ful je zaprta, ne, takrat, ko je bila COVID. In čez 7-8 mesecev kasneje Je šele prišel sin. Ja, jaz sem šla dol za iskat. Ti si ga šla iskat. Ja, in sem prinesla. Takrat, ko on je prišel, je bil marec 2021. In je bil star že 11 let? Ja. In je šel Ne, 12. 12 let. Ja. In je šel tukaj v šolo? Ja, je bil v osnovni šoli, ne. Ja, Kako se je sin integriral iz Maldivov v Slovenijo? A je bilo to prvič, da je on videl sneg v nekem trenutku? tudi jaz, a veš. Ja, mi smo prvič videli snega, pa tudi tistem razlika gore, jezero, pa ful mi je všeč reka, ker je sprememba, ne. In poseben je 4 sezon. 4-letni časi, tega tudi nimate na Maldivih, ne? Ne. Tako da ja, on itak, on ful všeč, najbolj všeč, ker je independent, a ne. Ker mi imamo kultura tam, če živimo, če imamo otroci, oni morajo biti tako zaprto, če bi rad iti na šolo tudi, mi smo nekaj peljali. Ne gre nikamor sam. Pod stalnim nadzorom v bistvu starejših. Ja. Tudi nekaj trgovino, če je dol ali blizu in Kako 50 minut. je to To zaradi je taka- varnosti ali je to stvar kulture? Kultura. To je samo kulture, ni itak varnosti, ne. Tudi ni muslimanski, samo kulture. In ko jaz vem, da ta kultura je mešano vera, pa tudi indijski in Šrilanki s temu, ker itak pri Maldivi occupied, populated Populated. iz indijski ali Šrilanki prvič, ne. Torej, Indijci in Šrilančani so bili prvi prebivalci Maldivov. Ja, 2500 let nazaj, ko jaz vem. Dobro, in potem si v Sloveniji rodila še svojega drugega sina Ja, z Markom. tako. Potem sta se vidva tudi poročila, oziroma sta se poročila že prej. Mi smo čakali za prvi pride mojega sina. In potem, Ko je sin prišel, sta se poročila. Ja. Je bil lahko zraven pri obredu. Kako je sin sprejel Marka? Kako je sprejel življenje v Sloveniji? Za njo je bil velik sprememba. Jaz sem tudi imela, jaz sem tudi imela moj how do you say, the biggest fear. Največji strah? Največji strah je bila, če bo obe tako connected. Povezala, če bosta lahko sobivala skupaj. Ja, Marko in sin. Marko in sin, in sin, Saif. Saif? Ja, ime je Saif in to je moj Največji strah? In kako Največji se je strah. to izšlo? How je you ful, felt? je šlo ful okej, ker tudi Marko, taka chemistry je bila, je ful okej in moj sin tudi odprto. Drugače, on ni taka fant, ko odpira, ne. Malo Je zaprta. in on je tako comfortable, pa govori z Markotom, to mi je bilo ful srečna ženska zdaj, ne. Si srečna. A Saif zdaj govori že tekoče slovensko? On govori več kot jaz, tekoče tudi, ampak
ko sem rekla, je malo zaprto, ne? Zaradi on ima teže za govoriti, cljanje, mislim, da je. Aha, je cljanje. Cljanje, ja. Zato on govori manj. Ampak ko je prišel tukaj, je šel v osnovni šoli in zdaj študira v srednja šola gradbena. Tako da on ima 8 Vsakodnevni ur na dan. Ti se z njim pogovarjaš v divehiju, v angleščini, kako se pogovarjata? Jaz govorim v Saifom divehi in Markom angleščini, pa najmlajši Luka v slovenščini. Ne vem, kako je, s 3 jezikom živim zdaj. Probam govoriti slovensko vsak vikend. Tako jaz sem učila samo 20 ur tečaj od slovenščina in probam govoriti slovensko. In vsak vikend jaz moram govoriti s svojim družinom v Sloveniji. Pa itak zdaj, ko Luka že je 2 leta pa pol, govorim slovensko v Luki. Luka ne zna maldivsko divehi ali pa tudi angleščine. Pa boš Luko naučila divehija? Ja, bom. Jaz bi rada in tudi who is the doctor? I forgot the name. The doctor? Ja, the pediater. Aha, pediater. Pediatrica tudi meni je rekla, da jaz moram govoriti divehi materni jezik. Ne vem, psychological ne gre, ker vsi govorijo v slovenskem jeziku za Luka in tako je meni težko gre za mojim jezikom. Ampak če jaz govorim v Saifom, tako switch lahko. Se bo Luka to pobral? Ja. Se bo poslušal, kako ti si. Ja, vsak dan ali vsak drug dan jaz kličem mojo družino in govori Luka tudi tam. Tako da Luka je itak mlajši, ker on bo znal več hiter kot jaz. Zdaj on razume, ampak ne govori. Ajša, ko sva midve prvič govorili, dalj časa sva se pogovarjali, in si ti meni to svojo zgodbo opisala, bila si tudi čisto sproščena, sem jaz začutila, koliko pravzaprav je bilo ene energije iz tvoje strani dano v to, da si se ti postavila po robu tem nekim pričakovanjem, družbenim običajem. Dobila si tudi kar nekaj polen pod noge, torej obstacles from your friends. Tvoje prijateljice so v nekem trenutku pravzaprav postale ljubosumne. Tvoj odhod jim ni dobro sedel. V bistvu so ti na nek način zamerile, da odhajaš. In oseba, ki te je v tem podprla in res močno stala ob strani, je bila tvoja mama. Ja. Kako je danes? Kako pogosto se slišita? Kako spremlja napredek svojega mlajšega vnuka, Luke? What was the question? The question is, how is your mother today? How do you keep up with her? Do you call each other? How is she involved with Luka's growing up? Moja mama je itak moja najljubša prijateljica zdaj tudi. Ja, in govorim itak vsak dan, kličemo z video call, WhatsApp ali Viber in takoj govorimo. Ona je ful zadovoljna, jaz tudi govorim hvaležnim, kako se reče? S hvaležnostjo. Hvaležna si. Grateful to her. Ja, tako. In tudi moj brat sem tako, itak oni zdaj živi poseben. Tako da, če Luka ima dobro volje, itak je mlajši fan. Otrok. Tako da, ja, probam govoriti vsak dan, ko on pride iz vrtca. In da ga vidi. Ja, vidi, počuti, to je tudi njegov družina. Ni samo tukaj. Ja, res je, ko sem prišla tukaj, dokler sem prišla, nobeden je verjel. Tudi moj brat se tudi. Itak, ko sem rekla, jaz grem oktobra 25, samo hejcal, samo se smejal.
like Pa mok, kaj še? a ne. Yeah, right. Yeah, right, a ne. Dokler, ko sem vzela karte, tudi tako je bila moji sodelavci tudi ni verjeli. Noben ni verjel. Noben. Ker itak Evropa je ful daleč in za nas bi rabili ful denar za priti. In vse, kar gleda, kako to je lahko, ker jaz živim sama, jaz ne prihajam iz Bogate bogate družine. In kako jaz lahko dobim taka denar za priti tukaj, ne. Torej, precej denarja si rabila, da si sploh prišla v Evropo. Ja. Sem delala, sem shranila, znam kako, če imam cilje, da naredim, ne. Povedala si mi, ko sva govorili, da prijateljice niso bile prav zelo podporne, da so v bistvu menile, da delaš napako, da ne bi smela tega delati. V bistvu so bile proti tem odločitvam. Ja. Ko sem odločila, da prid Sloveniji, prijatelji ni verjel, so rekli, ne more iti. Ne moreš, Ja. se ne spodobi, ni okej. Ne. In ko sem prišla, takoj so rekli, okej, ampak ne more dobiti neki službi, ne more kaj delati. In tako sem dobila tudi službo za delati, sem dobila denar z mojim S tvojim delom. Z delom. Brez, da bi te mož Ja. piral. In Sinoč. potem so tudi govorili, okej, to je nekaj normalnega, ne bojo več šli več kot tega. In zdaj jaz imam svoje podjetje in niti samo normalnega, iz srca rečem, da Čudovitega moža. čudovitega moža in je tudi uspeho, successful do zdaj. In oni gledajo, ko sem odprla, okej, ne bo šlo več, ampak tukaj ena ženska sama. Torej, zdi vse se, da si precej polen pod noge dobivala, da so te ves čas v bistvu dajali kar precej preprek na tej poti, a ne? Ja. Je to zaradi kulture? Kulture je večinoma kulture, pa tudi je bil ne dober prijateljici, si dole v Ni bilo dobronamernosti. Ne. So tudi rekli vsem jim, ne meni, Vsem okrog so govorili. ja, da jaz ne bom dobila tudi enega moškega, ki je samski, brez otrok. je brez otrok, jaz bom samo I deserve za eno starega, da ima otroci, vse, ampak daj pokažem, da dokažem, Si da jaz dokazala, da si bila zmožna vse to, da se vse. A je to v vaši kulturi, da je nekdo odprej poročen, da ima otroke odprej nekaj slabšega? Ja. Ja. In ponavadi, večinoma ne dobi druge, če imamo otrok, če imamo eno življenje prej. Torej, za Maldivih bi ti težko s tvojo zgodbo začela iznova, z novo ljubeznijo od začetka. Ja. Težko. Sem imela en fant prej, ko sem dobila Marka, in on je bil itak ena toksik. Toksičen človek. Ja, sem bila fant pa punc. How do you say? Dating. Fant in punca, you were Ja, dating za 5 let in on ve, da jaz imam sin, jaz imam otrok, on ve, da jaz sem imela sem eno zvezo. Ja. In zadnji čas on je šel na drugem in je rekel meni, da on ne bi rad živeti meni. Zaradi zgodovine. Ja, zaradi te zgodovine. On je tudi rekel meni, da jaz ne bom dobila drugi, ko ni poročena, ko nima otroka.
In potem je v tvojem življenju še en zelo zanimiv preobrat, ko si prišla v Slovenijo, si imela nekaj časa službo, študentsko delo in v neki točki si se ti odločila za samostojno podjetniško pot in si dobila to idejo, ki si jo potem razvila v svojo službo, v svoje delo in to so Moji Maldivi. Ja. Kaj si naredila? Kako je to vse skupaj izgledalo? Torej, takrat, ko sem dobila službi tam marketing agencije, sem delala in do covida in od covida so put me out zaradi covid vse zaprli, ne? Ja. In sem bila unemployed od marca naprej do septembra. In tako samo doma in pogledam, kaj naredim. In sem imela takrat eno prijatelj iz Maldivov, govorim in on kako se reče, keep on pressuring me. On te vzpodbuja, on te spodbuja. Ja, da probaj tega, ker on itak je iz turistične industrije na Maldivi 16 let, ker on ve tukaj na Balkonsku nima taka agencija za promocijo. Prijatelj na Maldivih te je v bistvu spodbudil, da si začela razmišljati, da bi promovirala Maldive na balkanski regiji. Ja, tako. In jaz sem rekla, jaz ne morem začeti, ker jaz nimam denarja, ko sem prišla tukaj, je bila nula, ne? Vse sem vzela. In itak ni taka mesec skupaj z Markotom, jaz ne morem vprašati, kaj. Daj mi denar, Marko. Ja. In bi bila težko. In on meni je rekel, naj probaj prvi na Facebooku ali pa tako, ka vidi, kako in kaj gre, ne. In tudi takrat toliko ljudje tukaj vprašajo meni, kako gre na Maldivi. Začutila si, da so Maldivi zanimivi. Ja, in si postavila Facebook stran. In potem, čez noč? Čez 2 noči sem dobila organic, 3000, ne. Sledilcev. Ja, sledilcev, 3000. In takoj sem mislila, ja, to je res, moram narediti tako. In sem naredila research in raziskavo, pa naredila tudi eno proposal za Tourism Board od Maldivi. Probala govoriti tam vlado. In oni tudi accept za promovirati destinacijo tukaj na Balkoncu. Tako sem začela od 2020 za promovirati. Itak takrat nisem dobila za agencijo za prodajati nekje, ne. In ja, ko ljudje znajo, z Moji Maldivi promoviram Maldivi, rezorte, pa lokalne otoke, pa vse. In tako je prišlo do tega, da imaš ti zdaj. Ja, ide za agencijo, ker ljudje bi radi šli z mano za Maldive. In tako sem začela konec leta 2021. Turistična agencija in zdaj tukaj ponujam pa promoviram moj doma. Koliko pogosto se vračaš na Maldive? Kolikokrat na leto letiš na Maldive? Jaz grem z družino enkrat, itak je za poleti, zato ker jaz imam starejši sin tukaj študira, ne, in ni okej, če mi gremo vsake toliko. In jaz ne bi rada, ko jaz grem dol na Maldive, moj dom, da doma ostane, da ostane v Sloveniji. Ja, in ko jaz grem, ne bi rada tudi samo less days, bi rada šla več dolgi čas. Za daljše obdobje. Za daljše obdobje. Torej, greste poleti, kaj, za cele počitnice? Ja, mi gremo za celo nekje 1 ali 2 mesece skoraj. In moj mož pride za zadnje 3 tedne in gremo nazaj, ker on itak dela full time, ne.
Tako da jaz dobim z mojo družino, če jaz pogrešam nekje od mojega doma, je samo moja družina pa prijatelji. Ker sem živela v glavnem mestu, to je ni kot taka turistična, ko To ni to, kar vidiš si mi predstavljamo pod Ne. Maldivi, to je bele plaže, turkišno morje, to je ne. glavno mesto je kaj? Onesnaženo Konkret, džungel, džungla, vse posod je pomol, traffic jams everywhere. full chaotic, ja, full. Itak mi na 4 zidem notri, kar je nevarno zaradi trafika pa vse chaos, Kaos concentrate, pomeni, ja. ja. Ja, ta večja mesta v teh destinacijah so res, da jih čim prej preskočiš in greš naprej na svojo končno Ja. destinacijo. Tako. Okay. A je Luka, najmlajši, že šel s tabo na Maldive? Ja, 2-krat je že. Prvi je bil samo 4 mesece in letos smo Drugič. šli. Drugič, ja. On ful všeč, za njegov je bilo prvič pesek in tudi morje je ful dobro za njuru. Ja. Tako da, ja, ful všeč on in itak on tudi imel letos, ko je šel na Maldive, imel kulturni šok. Ko je šel v 4 mesecem, ne Še zna niti. spomnim nič. In zdaj, Letos pa že. ja, in Kulturni šok nad čim? Nad hrano, nad običaji, nad ljudmi, nad čim? nad ljudmi veliko, večinoma, ker vse tam, ko živi, posebej ženske, ne, ful ima obleke, pa tudi Polno burka, oblečene, muslimanska kultura, burke. pa tudi temna, malo temna, kako se reče? The skin. Ja, temnejša koža. Temnejša koža, ročna ja, koža. ja. Aisha, kaj pa zate? Pa kulturni šok tebe v Sloveniji. Kako denimo, ti si vseeno rasla v muslimanskem svetu, recimo v Sloveniji imamo zelo odprt odnos do alkohola. Vino se streže ob kosilu, ob večerjah, ves čas. Kako se ti počutiš v tem, ko dobiš ponujen kozarec vina? Ful zabavno. Itak, ja, prihajam Maldivi, mi imamo vera muslimanska, mi ne dobimo alkohol. Tokrat, ko sem prišla tukaj, ker znam alkohol, ampak jaz ne znam, je ful vrst, kako se reče, variety. Nisi poznala različnih vrst Ne. alkohola, nisi ločevala med različnimi vini. Ne. In moj ta ful kulturni šok enega je, ko mi gremo na Na pijačo. baru, na pijače ali pa tudi na restavracije za jest. Gre ful težko, ker prvi, ko pride natakarica, vprašaj, kaj boste Popili, ja. in takoj friz. Ne znam, kaj imajo, kateri ima ime ta vina ali pa itak, če ne pijem tudi, je ful težko meni, ker vse ljudje, ko mi gremo skupaj, reče, ne vem, nekaj ime. Nimaš pojma, kaj ti govorijo. Nimam pojma. Kaj pa situacija, kot denimo, ko smo bili midve skupaj, ko prinesejo, kozarci so na mizi in pridejo, gospa, boste kozarec vina. Kaj pa takrat narediš? Rečeš ja, rečeš ne? Malo sram, ampak ja, včasih rečem ne in bi radi imeli ledeni čaj. To je najlahko, da jaz lahko probam. Ne, daj mi eno ledeni čaj, tako ne. I don't know what to say about that I drink. Tako, ledeni čaj na zmeri reši. Ja, reši. Kaj pa denimo druge okoliščine? Ko sta se vidva z Markom poročila, sta prihajate iz različnih veroizpovedi, kako sta to uskladila? Je bilo treba formalno prevzeti veroizpoved, Marko muslimansko ali pa ti krščansko? Sicer je ta poroka verjetno... Poroka je verjetno uradno, ni nobenega problema. Ne. Poroka je civilna v Sloveniji. Ja, in si rekla, Marko, jaz imam mojo vero,
muslimanski in sem rekla, Marko, če mi poročimo, jaz bi rada imeti muslimanskem, ker itak, jaz, ko se reče, I want to spend my lifetime with him. In Z njim želiš biti do konca življenja. ja, in jaz bi rada imeti pravega, da jaz ne bom imela na moj srcem, da naredim napako z mojim verom. Tako, in on, jaz I'm really thankful. Si mu hvaležna. Hvaležna, Da je to zato razumel, ja, on je sprejel. razumel in je sprejel samo zaradi ljubezni. Samo zaradi ljubezni, ja. Ful hvaležna sem in srečna. Sej je res čudovito in pohvalno. a ne? In če te vprašam, kaj je recimo glavna ali pa največja razlika, ki bi jo izpostavila, da je v Sloveniji povsem drugače kot na Maldivih? Odprto, kako je odprto tukaj, kako jaz živim brez skrb. Če jaz živim tam na Maldivi z mojim kulturem, jaz ne morem biti odprt. Mora biti zavesa nekje, ne. To meni. Pa ti je to všeč ali se težko na to navadiš? Ti je všeč? Ja, ful všeč meni. Tako ko sem šla v Maleziji, sem videla, kako je odprto vse ljudi. In takoj sem dobila razlike, da jaz ne bi rada živeti na Maldivi s svojim kulturem. In vse znajo, ker mi imamo 500 000. Vse znajo vse. 500 000 prebivalcev. Prebivalcev. Vseh vedo vse. Ja. 500 000, to je res krepko manjše kot v Sloveniji. Ja, in itak, ko sem delala na public service media, ljudje znajo in jaz ne morem biti odprt. In jaz sem imela takrat burka. Burko si Sem nosila. nosila. Jaz bi rada dati dol, ampak ne morem, ker Torej, če te vprašam, a kaj pogrešaš burko? Ne, si se Ne. navadila. Z veseljem pokažeš svoj lep obraz, svoje lase. ja. Imaš težave s tem? Ja, jaz sem takrat nosila, zato ker jaz bi rada ubogati mojo mama. Moja mama itak je ful, ima vera. Je pomembna vera. Pomembna, ja. In moje očeta šla takrat, ko sem noseča za Saifa. In tako da moja mama je vse za vse nas. In bi radi Tvoj oče je odšel, je umrl. Umrl je. Ko si imel bila rak. noseča, z rakom je umrl, ko si Ja. ti bila noseča s Saifom. Ja. In potem je mama v bistvu zelo tradicionalna. Sem še to mi, Aisha, povej, kako gre to skupaj? Po eni strani je bila zelo podporna. She was really supportive. Ja. Amazingly. Ja. Ja. Po drugi strani je bila zelo tradicionalna. Ja, tradicionalna, pa tudi z verom. In nisem tako, sem bila ful straž. Strah te je bilo, da? Ja, takrat, ko sem vprašala mojo mamo, da sem videla 100%, da ona ne bo Odobravala ja, tega, za mene da tega. ti greš. Posebej, če Marko ni muslimana, ne. Ampak Ampak taka moč sem dobila, ker ona je bila supportive zame, ne. kako pa danes gleda nate, ko se pogovarjate, vidi, da si brez burke? Ja, tudi to je bilo meni en težko način, ko sem prišla tukaj in sem dala burka dol, nisem rekla moja mama, sem bila straž. Te je bilo strah, kako bo odreagirala, Ja, prvič videla brez burke? ja, in Kaj je rekla, kaj je naredila? itak moja mama ima taka malo drama. Vem, da če je ona vedela, mogoče kaj najslabše bo, ona ne bo govorila z mano, ne vem, leto ali dva, ne vem. Ampak jaz moram povedati, ne. In ko sem povedala, ona bila ful jezna, ampak ni toliko, ko jaz sem čutila, ko sem Torej, je šla čez to in se ja, ni pač več ni in ni preprekala. ne. Mogoče ona vedela, da
malo, kako se reče, to leave the children as it is. a ne. Da te je pustila. Ja, če otroci happy, vesela. Ne. In, okej. Aisha, a je možno, da morda mama tudi na skrivaj ve, da takšen bolj odprt način življenja, da je pa to morda nekaj, kar si pa pravzaprav želi za svoje otroke in za svoje potomce? Da je to nekaj, kar je morda tudi ona pogrešala, odprt način življenja. Da je to nekaj, kar bi morda tudi ona želela zase, pa te priložnosti ni imela. Ne vem, prej ona je bila malo odprta. Zaradi Vera, ko ona študirala s temi enkrat, mislim, da je 15 let, 20 let nazaj, ko ona študirala Vera več, ona zaprla sebe. Njen odločit je. To je bila njena odločitev. Ja, ona je vesela, kako je ona zdaj. Kako se dobro počuti v svoji koži. Ja. In zato mi smo tudi, jaz pa bratci pa sestra, tudi za njen decision. Ne. Ona zdaj tudi nosi taka črna, ne. Črne burke. Ja, črne burke, pa črne obleke. Jaz ne bi hotela, ampak če je njena Odločitev jo boš podprla. Ne? Ja. Bodimo odprti en do drugega. Ja. Aisha, jaz ti želim veliko, veliko sreče pri življenju, pri delu, pri veselju, ki ga imaš do vsega, kar te obdaja. Z možem vam želim zares srečen zakon in najlepša hvala, da si vse to delila z nami. Hvala lepa za povabilo in pa se še vidiva kdaj. Ja, You can also say it in English. hvala lepa za povabilo, ja, in pa še vidi kdaj. Se še Malo. Ja. Kmalu. Hvala lepa. Hvala. Spoštovane, spoštovani, lepo se imejte, do naslednjič. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.